Lepo pozdravljeni, z vami je Video Fronta. V tej oddaji bom predstavil Klaudija, ki nam bo povedal več o skupini, v kateri poje, Ibunge, in Erika, ki nam bo predstavil klub PF. Oddajo pa začenjamo z jazzy obarvanim spotom skupine Jazz Station. Dežja lovim in regrad razpiham lase, smejem se, kadar spim, v dvoje zaplešem zase, žalost odpihnem zrak, ko nove gradim svetove vsak, nov oblak je le svetlobe prav. Delam, kar se ne sme, zame prav je vse, kar narobe je. Hočem, kar se ne sme, majcene stvari, kar me veseli. Kar se ne sme. Zmaja v nebo spustim, za nosom grem k svojim sanjam, jutro na lašč prespim, beračem globoko se klanjam, tebe lovim mi že, glasno na cesti pojem, vse je po mojem, svet je še srce. Delam, kar se ne sme, zame prav je vse, kar narobe je. Sreča je vrtiljak, v večni igri z njo riše mi korak. Kar se ne sme. Delam, kar se ne sme, zame prav je vse, kar narobe je. Sreča je vrtiljak, v večni igri z njo riše mi korak. Delam, kar se ne sme, zame prav je vse, kar narobe je. Kar se ne sme. Se ne sme. Skupina Ibunge je na Goriškem izjemno priljubljena. Kje pa tiči skrivnost njihovega uspeha? To nam bo povedal njihov pevec Klaudij. Zachovat svobodu a demokracii. Se spomnim tvojih rusi do kolen, ko smo pobirali sovražnika po krompirji. Ti zbod nas ni nobenega briga od sveta. Ti zbod smo bili še mladi brigadirji.
začetki so bili, jaz bi obdobje Ibungov razdelil na dva dela, spravi dve obdobji. In eno bi bilo tako začetno utopično, to je bilo tam od 87, pardon, 97 do 99, tam nekje. Bi rekel, smo se dobili Klapa, tam nekje bi rekel pršanki, in z idejo, da naredimo band in da bomo kaj preigrali. Zdaj, retavalo nam je, bolj slabo ta ideja, najbolj tudi zaradi tega, ker smo vaje imeli na deno kletjo, tako da ni bila lih pozicija, No, tako da v tistem obdobju beležimo, mislim, da 3 koncerte, ki so se vršili v Koloreto baru, tistakrat znanem baru tam v Bukovci. Sledila ena pauza, mogoče eno leto, ne vem. Spet smo se dobili, da stvar zaženemo in da res, z željo, da pokažemo, da znamo tudi zajerati komad, da nas bojo sploh zastupili, kaj igramo za en komad. Recimo zunate prvega obdobja se radi spomnimo koncerta, bili smo tudi malo tako utrujeni na vernicah. Se radi spomnimo enega dogodka, ki je kitarist vprašal basista, oziroma kitarist, rekel, Žaba, kaj igramo za en komad? Tako, če malo oslikam to obdobje, da si malo lažje predstavljate. Glede na to, da so nas nekako se nas znaste neč zajerati, se ni neč z vami, bo, ja pa kje bo, kaj, bo. In tako da so nas malo zareč sprovocirali, da Klapa tako okoli, da gremo in naredimo nekaj malo bolj resne. In smo začeli pač preigravati. V tem obdobju je sledil prvi koncert Gor na Gradišči, Colpo Grosso Tour, smo ga poimenovali, in tam smo pokazali, da mislimo malo bolj resno. Tistkrat smo še preigravali, nismo imeli še lastnih komadov. Pole so se pokazali pač ideje, smo začeli prvi komad lasten, tam ti da pole malo, se veš, malo ti da malo samozavest in tako, in počasi so sledili še ostali komadi, publika nas je sprejemala in pa gre kar naprej, No, zdaj trenutno smo v sestavi taki. Za bobni je Južnokorejec Vigi Tai-kun, na klaviaturah je Ukrajinec Manoj Lukašenko, na basu je Japonc Tsunaki Agrari, potem imamo na eni kitari Argentinc Nardo Barbieri, na ta drugi kitari je naš dolgoletni član, eden od ustanovnih, zraven mene, Tom Polentieri, z Dobrdova, rečemo da je, in nazadnje je prišla k nam še vzhodno Nemka Rita Wolf. Tako zdaj je to ta sestava.
Počasti naj bo to večno, naj ta program uspomin. Nisem bil kapac obrnut volov na štrduni, ko sem te videl jed gorico, predajati zajca. Se svetlo večka ti od sreče v tistim sonci, kuda je boljši jutri že na konci planta. Med večje slovenske skupine spadajo tudi Dan D. Oglejmo si njihov komad Google Me in spoznajmo zakaj. Pridi na svet, polno nas je, ljubice in ljubčki, Facebook, internet, guru model, enter sistem, da doteka polno.
Sedaj je na vrsti drugi del predstavitve skupine Ibunge. Poleg Klavdija boste lahko videli tudi nekaj utrinkov iz njihovega novogoriškega nastopa na mestu mladih. Bilo je lik po zimi za državno feštu, ko sem te prvič peljal v svojo vežbo. Po osvoboditvi je bilo lepo, sončnimi očali in prižganimi lučmi grem pogledat, kje kdo še kaj živi. Zaenkrat avtobesedil sem jaz, ne. Nastajajo pa tako, bi rekel, da, ne vem, lahko me, ne vem, nekaj me razkuri, ne vem, kakšen, bom rekel, nov zakon, ki ga vlada sprejme, ali pa rad sem tudi, bom rekel, rad se vračam v preteklost in si nekje slikam dogodke iz preteklih cajtov, souživim v zgodbe, ki mi jih povijo sosedje, ne. Jaz recimo sem imel, oziroma eden je še živ, pardon, ena dva zelo dobra tako pripovedovalca zgodb z preteklosti, ne. In tako da, ne vem, nekako se poskušam uživati v tisti cajt in se mi odvija zgodba in to rad opišem, ne. Tako da različno, ne, po feelingu, ne, bi rekel. Ideje za nastope črpamo iz trenutnega aktualnega dogajanja. Lahko je v zvezi s športom, s politiko ali pa čisto nekaj drugega. Tako da recimo, prišli smo že s Falconom na nastop, ker je popularen Falcon oziroma nakup, kar v bistvu še zmeraj. Prišli smo se znanga parbat, tudi smo se sprostili, tako, ne, take stvari pač raznorazne, ne, smo že predstavili. Dejansko so stvari tekle tako, ne, recimo od tistih 200 ljudi, ne, na koncerti, je stvar šla naprej, tako da jih je po zmeraj več, ne. Jaz bi rekel, da imamo našo publiko, ki nas pride gledati, spodbujati na koncerte. Nažalost, koncerti zaenkrat se odvijajo samo nekje tle na Goriškem, ne, da bi šli tudi kaj ven, ampak to smo cajt, ne. Je pa to tako doživetje, kaj sem, ne da se kar tako opisati, ne. Dejansko nismo vedeli, da bo to tako, ne. Nismo začeli muzika delati zaradi tega, da bomo enkrat imeli, ne, dalč od tega. Nastajale so ideje in te smo nekako realizirali in naredili tistih naših 11, 12, 13 komadov in ljudje so jih sprejeli kar nekako za tebe, ki nas hodijo poslušati, so jih sprejeli nekako res za svoje komade, ne, sploh recimo po neko prav so vaščani tam, bi rekel, z občine Renče-Vogelsko, ne, tam imamo največ publika, normalno, ne. In dejansko, ko si na koncertih,
ko igraš in ko pustiš klapi, da kar poje, to je komad, to so res in taki lepi občutki, ki jih vsak ne doživi, ne. In ta varianta, da če ti bi kakšen stisnil 1000 evrov v vaš, ne, rajši imaš tisto, da vidiš, kako publika uživa s tabo, ne, in da si nekaj naredil in da je všeč, ne, da je sprejela to, ne. Porabil sem dosti lastne energije. Vibrator je pokuril vse baterije. Ma ne oslinim zdaj še prsta dva. Ansarjovem na vas glas, da si sfotografi še ja! Prsture. Ma jaz niti ne bi rekel, da se zgledujemo po kakšnih, mislim, da ne, ker zdaj všeč pa se nam, ne, mene konkretno, kaj vem, da se rad poslušam, dobro, kdo pa ne, dajmo reči, ne, a pole rad slišim kakšno zmelko, eno popedano, ne. Po osvoboditvi je bilo lepo. Po osvoboditvi je bilo tako. In sedaj ste vabljeni k ogledu kratkega filma, ki je bil posnet v 6 urah in predstavljen na filmskem maratonu 6x60 in predstavljen na filmskem festivalu FF 600 v Ljubljani. Alzati, è mezzogiorno! Hai di nuovo giocato con il mio computer e l'hai lasciato acceso. Deficiente! Amore, sai che giorno è oggi? No, che giorno è? È il nostro anniversario, idiota! Mi hai portato la roba? Oh cazzo, l'ho dimenticato! Allora, ridammi i soldi. Spiace, li ho spesi tutti. Stronzo! Ciao, come va? Sledi prispevek o klubu Pijefe, ki sva ga pred časom obiskala z Jako. Pred kamero je takrat spregovoril Erik.
jaz sem Erik, sem tle Stara Gorica in nič. Sem tle, imam klub in igram tudi za SDS, se priznam. Kako se je zgodba kluba PF Factory začela? Kakšni so njegovi začetki? Recimo, da je se začelo malo tako, krtko, recimo. Tle je bil stari disko, nekih 20 let je že deloval in nič, recimo, da je šel falit, ne, in je stalo zaraz malo in smo dve skupaj z Moniko smo rekli, probamo, ne. Recimo, da je bilo nekaj cool, recimo, kupiti nov avto, ne. Smo rekli, ok, da se ne bomo šli pod most, ne, če probamo, bo itak, če ne bomo spet šli v fabriko, ne. In potem počasi je šlo, ne, tako, vse, smo začeli počasi in potem zmer boljši. Kje se PF Factory nahaja in kakšne vrste koncerti se dogajajo v PF Factory? PF Factory je tle Lučeniko se kliče, vas je 2 kilometra od Gorice oziroma Stare Gorice, blizu Nove Gorice, ne. To je 3 kilometra stare meje. Recimo, da delamo malo vsega, ne, največ je recimo punk zvrsta, ne, potem pa tudi metalcore, hardcore, počasi zdaj tudi bo precej metalja, ne. Smo malo vse naredili, ne. Edino ni disko, ne, tisto je prav, je bend je disko. Poleg tebe in Monike, kdo še sestavlja ekipo PF Factory? Recimo, da v resnici ni nobene ekipe, je veliko prijateljev, ki pomaga, ne. Ekipa smo jaz in Monika, potem na koncu je par ljudi, jih je nekih 10, ter Leo, Ringio, pa jih je en kup, ne. Samo vsi pomagajo, recimo, vsi ti, ki smo tle, vsi lokalni. Spravi, če ima kakšen posameznik željo organizirati kakšen koncert v PF-u, če se da dogovoriti? Ja, to bi bilo prav moje veselje, ne? Da kdo prije tle me vpraša, jaz sem zmeri tle, ni nobena problema, se dogovorimo in ni problema. Kakšni koncerti so v bližnji prihodnosti napovedani? Na prihodnost, zdaj bomo imeli recimo na veliko, bojo Adolescents spet prišli julija, Chromax, New York hardcore legende, bomo imeli black metal Zemlja z Grčije in to so skupaj z Dirty Skulls z Ljubljane s furu, tudi Črt je moj prijatelj in počas smo tudi začeli delati skupaj. Bi lahko rekel, da za kakšne koncerte, predvsem stari punk, prihajajo predvsem Slovenije in iz Hrvaške. To je ista publika, ki sem zmeri tudi jaz videl v Ljubljani, ali v Puli, ali kjerkoli. Vse smo zmeri tisti, eni in isti. Kje vse se da dobiti informacije od PF klubu, koncerti, informacije? Recimo, da najbolj na hitro, ker lahko tudi pišete, odgovorim brez problemov, je na MySpace. Je MySpace PF Factory, ali če ne, tudi sajt je www.pffactory.it in kjer dobite tudi info, lahko se recimo čekirate netem, kjer je info in potem vam pride mailing list, ne. Tako da za vsako stvar pa je info@pffactory.it, lahko pišete in govorimo, ne.
Vabim vas, da si ogledate še delček koncerta, ki ga je v klubu Pijefe samo za nas posnel Jaka Čurlič. In tudi ta oddaja se počasi bliža h koncu. Če danes še niste naredili dobrega dejanja, imate še čas za to. In sedaj se oglejmo še napovednik za tretji del pogovora s Klaudijem, ki bo na sporedu v naslednji oddaji Video Fronte. Živjo! Režiserji smo bili nekako sami, ne? Oziroma je že zgodba taka, da smo nekako lahko
spostavili dogajanje, veliko posneli po zgodbici, ki mislim, da je kar zanimiva, ki prikazuje tista povojna leta. Spet je tu, bom rekel, zgodba enega mojega soseda, ki mi je pripovedoval dogodke s Starih cajtov.